najmanjši skupni večkratnik. Najmanjši skupni večkratnik potrebujemo pri določanju potem za računanje ulomkov najmanjšega skupnega imenovalca. Danes si bomo pogledali pač, kako se to določi, kaj to je in vse te zadeve. Zdaj pa kar v akcijo. Takole. Naslov je najmanjši skupni večkratnik. Pa poglejmo zdaj najprej, kaj so to skupni večkratniki, potem pa kateri je najmanjši takšen, ne. Bomo kar na primeru, recimo, če si izberemo dve števili. Na primer, naštejmo vse večkratnike števila 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ne, saj vidite, kam to gre, ne, 80, 90, 100 in tako naprej. V glavnem, teh večkratnikov je neskončno, ne. Dobro, pa poglejmo še recimo večkratnike števila 50. Pa imamo zdaj 50, 100, 150, 200 pa tako naprej, ne. Se pravi, tudi teh je množica, ne. In zdaj, če pogledamo tule, a ne, se začnejo pojavljati skupni večkratniki. Tule, pa tule, pa potem je tale, pa tale, a ne. In zdaj, kaj pa je najmanjši skupni večkratnik od teh dveh? Ja, zdaj kot vidimo, bojo vsi ti večkratniki šli v neskončnosti, ne, se pravi, vedno jih bo več, zato ker pač za vsak, kjer pomnožimo, ne vem, s 50 pa z 10, recimo že vsi večkratniki števila 500 so, ki jih gre v neskončno, so večkratniki teh dveh števil. Zato je večkratnikov neskončno, ne, najmanjši tak je pa tisti, ki se prvi pojavi, v našem primeru 50. Kako se to napiše? To se takole napiše: najmanjši skupni večkratnik števila 10 in 50 je kar 50, a ne. Takole. Zdaj pa seveda, ne, je pa, če so, ne vem, številke 2500 pa številka 3800, ne, je kar težko na pamet si vse pisati pa kdaj se izide, zato seveda, ne, v matematiki smo izumili krajšo pot, kako smo dobri, da lahko dobimo te večkratnike, ne. Pa si poglejmo, kje smo zdaj, ne. Takole, tule bo še malo teorije. Prej. Tako, zdaj, kaj je za vas za teorijo pomembno, ne? Da je najmanjši skupni večkratnik naravnih števil a in b je najmanjše naravno število, ki je deljivo z obema številoma. Označimo ga pa z mali v, ne, ker je najmanjši skupni, pa potem tiste dve števili. Tako, to si zapišite, potem bomo še pa naprej se pogovorili o tem, kar piše naslednjič, ne. Zdaj pa, kako poiščemo najmanjši skupni večkratnik? Bomo dali, podnaslov metode za iskanje večkratnika, ne, najmanjšega skupnega večkratnika, ne, najmanjšega skupnega večkratnika, ne. Okej, takole, saj veste, ne. Ali moram lepše napisati? Mogoče vam napišem lepše. Metode za iskanje, pa bomo rekli takole: najmanjšega skupnega večkratnika števila a pa b, recimo, ne. No, prva je, če so mala števila, ga lahko uganemo. Se pravi, ga uganemo. Drugič, zelo nam lahko pomaga razcepna praštevila. Pa dajmo to narediti na enem primeru. Recimo, dajmo
narediti to na številu. Poiščimo najmanjši skupni večkratnik števila 100 pa 250. Takole. Zdaj, ker je to razcepna praštevila, moramo obe števili razcepiti na praštevila. Se pravi, imamo zdaj 100, 100 deljeno z 2 je 50, 50 deljeno z 2 je 25, 25 deljeno z 5 je 5, 5 in 1, ne. Vidite, ta razcepna praštevila je fino, da kar znate dosti hitro. Dobro, se pravi, zdaj imamo 100 je 2 na 2 krat 5 na 2. Potem imamo 250, 250 lahko delimo, mogoče pa dajmo zdaj z 5, ker bo mogoče lažje, ne, za meni. In ostane 50, pa še lahko s 5, pa ostane 10, pa še vedno lahko s 5, pa dobimo 2, 2, pa 1. No, in 250 je 2 krat 5 na 3. Zdaj, pri najmanjšem skupnem večkratniku je potrebno vzeti pa vse največje skupne potence oziroma tiste števila, ki se pojavljajo samo v enem ali pa samo v drugem. To pomeni, če zdaj pogledamo potenco števila 2, moramo vzeti med potencami števila 2 največje tako skupno, ki se pojavi. Potem pogledamo med potencami števila 5, to je 5 na 2 pa 5 na 3, se pravi, tale je večja. Vzamemo še tole. Če bi bila recimo tukaj še ena številka, bi vzeli tisto številko, ki se pojavi še, ne. Se pravi, vse morate pobrati, kar je največjega, pa vse tiste, ki se pojavijo samo enkrat nekje, ne. To pomeni, za naš najmanjši skupni večkratnik v bistvu vzamemo ravno obratno, naše največje potence. 2 na 2 krat 5 na 3. To je zdaj 2 na 2 je 4 krat 125. Zdaj, vprašajmo se, najmanjši skupni večkratnik bo prišel večji kot ta števila ali bo prišel manjši kot ti dve števili. Ja, malo že vidimo zdaj, da bo večja, ne, ker bo že 400 pa še nekaj, ampak tukaj, a ne, mora priti večji. Večji ali pa vsaj enak večji izmed obeh števil, ne. Se pravi, to je pa 500. Najmanjši skupni večkratnik je torej 500, ne. Če si želite napisati potek, kako dobimo ta večkratnik, potem je tule, ne. Se pravi, dajte na pavzo pa si prepišite, drugače pa, če si boste zapomnili, pa tudi v redu, ne. Se pravi, pri iskanju največjega skupnega večkratnika obe števili razcepimo na praštevila. Za najmanjši skupni večkratnik vzamemo vse največje potence, vzamemo tudi števila, ki jih v drugem številu ni. Zdaj, preden gremo na tretjo metodo, a ne, si bomo pa pogledali, ali pa bomo rekli tretjič, s pomočjo največjega skupnega delitelja, ne. No, s pomočjo največjega skupnega delitelja pa naredimo en uvod, preden si pogledamo, kako se to dejansko naredi. Če bi največji skupni delitelj iskali od 100 in 250, katere bi zdaj vzele potence? Vzele bi skupne potence, to pomeni, če imamo 2 pa 2 na 2, potem bi vzele manjše od teh, ne. Pa če imamo 2 na 5 pa 5 na 3, potem bi tukaj tudi vzele manjše od teh, ne. Bi vzele 2 krat 5 na kvadrat, kar bi bilo 2 krat 25 je 50. Se pravi, skupni delitelj teh je 50. Vzele smo pa vse tiste manjkajoče, a ne. In izkaže se, da če pomnožimo 100 krat 25, ne, potem vzamemo vse te potence. Se pravi, vzamemo 2 krat 5 na 2 za največjega skupnega
delitelja in vzamemo 2 na 2 krat 5 na 3, to je pa za najmanjšega skupnega večkratnika, a ne. In v bistvu je produkt števil a krat b enako največjemu skupnemu delitelju krat najmanjšemu skupnemu večkratniku teh dveh števil. Kaj zdaj narediti? Tule imate naslov, ne, s pomočjo delitelja a in b. Včasih ga pač že imamo ali pa ga lažje poiščemo z Evklidovim algoritmom. Odspodaj si napišite, ne, da dve naravni števili imata vsaj en skupni večkratnik, to je njun produkt. In zdaj, če je najmanjši skupni večkratnik dveh tujih števil, to pomeni, da nimata nobenega skupnega delitelja, potem je to res kar njun produkt, a ne. In smo rekli, če pomnožimo najmanjši skupni večkratnik dveh števil in največji skupni delitelj, dobimo kar produkt teh dveh števil, ne. To je to, kar sem tukaj gor nekaj nakladala. Se pravi, s pomočjo največjega skupnega delitelja napišete dve naravni števili, imata vsaj en skupni večkratnik, to je njun produkt. V oklepaju si lahko napišeta najmanjši skupni večkratnik dveh tujih števil, vejica, je njun produkt, ne, vejico to ne dodajte. Potem pa formula, to si dajte pa okvirček, se pravi, če pomnožimo najmanjši skupni večkratnik in največji skupni delitelj, potem dobimo enako kot produkt. Tako. Če ste uspele prepisati, potem v redu, če ne pa se ustavite. Takole. Zdaj bomo pa en primer še za to tretjo varianto iskanja najmanjšega skupnega večkratnika določile. In sicer recimo, poišči najmanjši skupni večkratnik števil 4 in 6, ne. Če veš, da je največji skupni delitelj 4 in 6 enako 2. Ne, tole je pa vprašaj. Zdaj, kako bi tole po tej formuli naredile, a ne? Imamo večkratnik, delitelj pa števili a pa b. Se pravi, če bi dali večkratnik krat delitelj je isto kot produkt števil a krat b. Večkratnik ne vemo, največji skupni delitelj je 2. Koliko pa je produkt teh dveh števil? 4 krat 6. Se pravi, večkratnik krat 2 je 24, delimo z 2, da dobimo večkratnik in je 12. Se pravi, najmanjši skupni večkratnik 4 pa 6 je 12. Tukaj je zdaj že bilo očitno, a ne, ker ga lahko na pamet, a ne, ampak vseeno, v vsakem primeru tako se to počne. Tako, tule so vaje, si jih prepišite, pa rešite doma. Tako. Upam, da vam je uspelo, če ne pa ste tako dali na pavzo. Do naslednjič. Se vidimo.